Dobrodošli v oddaji S knjigo, kjer govorimo seveda o dobrih knjigah in res lepih, čustvenih in popotniških slovenskih zgodbah. Barbara Popit je avtorica več knjig. Večina knjig, oziroma do zdaj vse knjige so v bistvu iz njenih potovanj. In danes, Barbara, te bomo prosili, da malo več poveš o teh svojih nenavadnih potovanjih. Najprej pa lepo dobrodošla v Zasavje. Ja, pozdravljena, hvala lepa za povabilo. Če smem, bom na začetku kar majčkeno moža potunkala in bom rekla, ko sem vprašala, kaj ćemo vprašati Barbaro, ne? Rekel, vprašaj jo, zakaj ima take nenavadne želje. Medtem, ko bi ljudje šli na Maldive, pa Tenerife, pa take klasike, bi naša šla v neko, pa vem kaj, Grenlandijo, pa nekaj posebenega, pa Antarktiko in tako dalje. Kaj s temi tvojimi potovanji? Ja, ljubim ledene dežele, to pa res. Ne vem, mogoče to izvira iz otroških let, ko sem bila majhna, sem namreč dobila ene take simpatične škornje iz tjulnove kože. In jaz sem v njih tako uživala in sem si predstavljala, da imam svojega tjulna. In že takrat sem se potopila v ta ledeni svet in mislim, da me je to zasvojilo in še zdaj najraje grem v te ledene, mrzle, arktične dežele. Ampak, kakor vem, si pa tudi malo zmrznjeno bitje, bi temu rekli. Ja, to dvoje sicer ne gre skupaj, ampak dejansko, ko si na tistem mrazu, včasih niti ni takšen mraz, kot ga pričakuješ, enostavno pozabiš na te stvari, ne vem, odmislim ta mraz, enostavno res uživam v tej lepoti, tišini, belini, ki jo ponujajo te take nenavadne, odmaknjene dežele. Kje vse si že bila? Ja, kar nekaj dežel sva že obiskala, vedno skupaj s soprogom. Kje naj začnemo? V moji najljubši pokrajini, ledeni celini, Antarktiki. Potem je bila tukaj Grenlandija, Aljaska, Islandija, Norveška, Švedska, Finska, skratka vse te hladne dežele ali pa tam, kjer je bolj hladno, to se pravi više nadmorske višine, recimo Nepal, Butan, tudi zelo lepe dežele. Potem, da ne bi seveda izpustila kaj Sredozemskega morja, tudi tam sva dosti potovala, ampak nekako na te dežele nimam, ne vem kako, bi rekla, takih lepih doživetij, oziroma te dežele se mi niso tako dotaknile, kakor te hladne. Potem je tukaj še Nova Zelandija, pa verjetno sem še kakšno tudi pozabila. Neverjetno. Zakaj potovanja? Kaj bi rekla, da ti potovanja dajo? A si kaj drugačna oseba? Ja, potovanja, to je res hrana za dušo in telo. Se mi zdi spoznavanje novih dežel, novih ljudi in njihove kulture, to mi nekako daje moč in energijo, sprostitev in umirjanje duha. In ko se ti potopiš v te dežele, ko se prepustiš njihovemu življenju, pozabiš na ta naš današnji svet, poln stresa, enostavno opazuješ ljudi, ki živijo tako ali drugače, vsak na svoj način, na nek poseben način, ki te pritegne. Jaz včasih rečem, da ljudje, ki več potujejo, manj sodijo. Jaz se mi je večkrat tudi dokazalo, da je temu tako, ko vidijo, koliko različnih kultur, koliko različnih razmišljanj, navad, pristopov, da kar naenkrat rečeš, a je res to, kar mi živimo, edina prava resnica, pa rateš malo manj tak poln sod do drugih, ampak rečeš, ja, svet je res raznolik. Se mi zdi, da to bogati človeka zelo. Ja, res je, ko vidiš te razlike in sploh, ko vidiš recimo, s kakšnimi problemi se mi obremenjujemo, ker mislimo, da so problemi. Ko greš ti v neke dežele, kjer je življenje drugačno, potem vidiš, da to sploh niso problemi. A si videla, kaj je bila najbolj revna država, da si bila? Si imela kakšen tak stik res z revščino, da ti da? Da se te dotakne? Mislim, da je bil Nepal res ena taka dežela, ki te dobesedno najprej šokira, potem odbija, nato pa neizmerno privlači. A lahko to več poveš? Ja, pripravljaš se na ta kulturni šok, ki ga boš doživel, ko boš prišel tja, kajti bistveno drugačna kultura je kot pri nas, ampak kljub temu, ko pa prideš dejansko tja, je vse drugače.
Saj pri meni je bilo, res sem doživela ta kulturni šok, tisti kaotični Katmandu, recimo, ljudje, ki živijo v zelo taki revščini, ampak so zadovoljni, so srečni. In potem na drugi strani Himalaja, tiste gorate lepotice, mir in tišina in prijazni ljudje. To je nekaj takega, ko dejansko se te dotakne in potem moraš to tudi zapisati v knjigo. No in v tej knjigi Poklon Himalaji je to tudi kar obširno zapisano. Tja sta šla z Vikijem Grošlom. Zapisal je tudi v tvoji knjigi. Številni popotniki in popotnice, ki so se dotaknili Himalaje, so kmalu prišli do spoznanja, da se je zgodilo ravno obratno. Himalaja se je dotaknila njih. Tako močno, da so svoje občutja, doživetja in razmišljanja skušali ubesediti. Tole je zgodba ena od njih. Kako je bilo na tem potovanju po Himalaji z Vikijem? Ja, to je bilo pač splet okoliščin, da je prišlo do tega povabila za trekking z našim res vrhunskim alpinistom. In seveda malo na prvem sestanku, predno smo se odpravili na trekking, je vsak pač povedal, kje je že bil, na kakšni višini, ne. In jaz pač povem, da niti na Triglavo še nisva bila, ne, malo me je čuden pogledal, nič ni komentiral. In dejansko to je bilo res. Jaz sem imela vedno željo iti v Himalajo. Jaz sem prebrala ogromno knjig vseh teh alpinistov, naših in tujih, in me kar nekako povlekli. In moram reči, da nisem pa alpinistka, ne. Tudi nisem tista strastna planinka, ki bi vsak teden hodila v hribe. Ampak ljubim pač naravo in Himalaja me je nekako pritegnila, mogoče res tisto svojo nedotaknjenostjo, tisto višino, tistim ledenim mrazom, karkoli že. No in tako je potem prišlo do tega trekinga. In že tiste prve dni, ko sva prišla v Katmanduju, kot sem že povedala, kulturni šok. Potem nekako kar ti vse pade dol, ne veš, ali si se pravilno odločil, ali boš sploh sposoben iti ta trekking, ali te ljudje te bojo sploh sprejeli medse. Vsa ta vprašanja so se mi porajala v tistem, ne, ko si seveda utrujen, tisti kulturni šok in ne veš, kaj bi sam sabo sploh počel. In en lep dogodek se mi je zgodil, ko smo hodili po Tamelu, to je taka četrt, bolj kot ne za turiste, kjer lahko tudi vse kupiš. Ti ljudje so zelo prijazni, seveda želijo, da kaj kupiš, moraš to barantati in tako naprej. In en mladenič je tako maho nečeš, naj pridemo v trgovino, smisel, joj spet hoče, da nekaj kupimo. In kaj? In tako je pokazal gor na našo slovensko zastavo. Jaz ne vem, odkot je vedel, da smo Slovenci, ampak res je bilo tako prisrčno in sem rekla, lej, sploh noče, da bi kaj kupila, ampak naredil nam je zadovoljstvo, ko je pokazal to zastavo našo. Ne, pa zelo dobro drugače pozna Slovence, seveda naši so pustili močen vtis in marsikaj take uspešne zgodbe, tako da je zanimivo hoditi po Himalaji nasploh in po Nepalu, ko res vejo, kje je Slovenija, poznajo naše ljudi, je tak poseben občutek, a ni? Ja, sploh, recimo midva smo neki etap hodila sama in so tam neke kontrolne točke, kjer se moraš potem tudi javiti. Dokumente nisva imela, najin šerpa je to vse imel, no in ko jaz pridem do tistega, kako bi lahko rekla, policaja, ne, in povem, da smo v eni skupini, da pač vodje ni in da tudi on ima vse papirje, da smo pač midva zdaj tukaj sama. Je rekel, ja, kdo pa je tvoj vodja? Jaz sem rekla, Viki Grošl, Krpeta. Tako, mislim, ne, ker pozna, je čisto res tako prijeten občutek dobiš, ko poznajo Slovence, poznajo naše alpiniste in je prav zanimiva bila ta pot. In je res, ves čas, ko sem pa hodila ob vznožju teh visokih gora, ne, to je bilo področje gorski masiv Annapurna, jaz sem imela skozi občutek, da me te gore nekako na tiho vabijo k sebi. Na tiho vabijo in da me tudi čuvajo na moji poti. In takrat sem dobila toliko energije, da sem lahko premagovala ta trekking, ki zame je bil prvi in ni bil ravno najlažji, ne, ravno zato. Tudi zato, ker nisva bila še na takih višinah, tukaj smo prišli pa na 4200, je bilo kar zahtevno, ampak tisti občutek, da vidiš, da zmoreš, kaj recimo volja naredi, ne toliko kondicija, tudi volja je zelo pomembna pri takih stvareh. In to ti da tak prijeten občutek, sploh pa tudi, ko vidiš vse tiste ljudi. Mi smo hodili skozi take male vasice in je bilo polno otročkov, so prišli pogledati, kaj so to za eni ljudje, nikoli niso prosili. Seveda mi smo imeli malo bombonov, sladkarij, kakšne plišaste igračke. In ko ti daš enemu otroku tako igračko ali pa en bombonček, to mu kar očke zaželijo, to je tako vesel, tako da ti je res prav ganljivo.
Je za srčka in za dušo. Ja. Pa je potem fizično si zmogla, sta prehodila vse? Ja, noben problem, tudi z višinsko boleznijo, nihče ni imel težav. Skratka, dlje časa, ko sem hodila, se mi zdi, več sem imela moči v sebi. Koliko časa ste hodili? Midva sem hodila čistih 8 dni, vmes sem si vzela malo odmora, naredila približno 110 km, na tej višini 3500–4200 smo se pa ves čas gibali. Celotno potovanje pa koliko časa trajalo? To je bilo pa skoraj 3 tedne. Skoraj 3 tedne. Ja. Kako to ste se odločila napisati knjigo o tem? Ja, ponavadi, ko grem na kako potovanje ali pa kamorkoli, bom rekla, jaz imam vedno s seboj eno malo beležko, kjer si zapisujem lepe misli, dogodke, občutja takrat in tudi tokrat je bilo tako. In očitno me je ta energija Himalajskih gora res prevzela, da sem tam kar pisala v tisto malo beležko, ko je bila takoj polna, dobro, da sem imela 2. In ko sva prišla nazaj, enostavno sploh nisem razmišljala, da ne bi napisala. To je kar šlo, so kar besede prelivale na papir in tako je nastajala pač ta knjiga. To je tvoja prva knjiga izdana. Ja. Ampak pišeš pa že dalj časa, ne? Ja, pišem že pravzaprav že iz osnovne, srednje šole pišem. Zelo rada sem pisala, tako bom rekla. In pri slovenskem pouku, kadar smo pač imeli prosti spis, ponavadi je najboljši spis bil prebran pred celim razredom. In tudi meni se je večkrat zgodilo, da sem morala prebrati svoj spis, vendar nekoč pa en spis nisem želela prebrati. In je učiteljica pač me vprašala, zakaj ne bi prebrala. Sem rekla, ker je preveč čustven, preveč osebno izpoveden in potem smo s tem zaključili. Je razumela in tako ga nisem pred javnostjo prebrala, je ostal samo zame. Ena misel, ki se je mene dotaknila v knjigi, se pravi Poklon Himalaji. Tudi doma bi bilo dobro, da se ne bi toliko spraševali o stvarih, ki niso ravno pomembne in življenjsko potrebne. Preveč kompliciramo, na kar te spomni taka pot. Spremenite, drugače začneš gledati na svet okoli sebe in na probleme, ki mogoče to sploh niso. Lahko to malo pokomentiraš? Čutiti je v knjigi prav ta občutek tvoj, da razumeš preprostost, razumeš take lepoto ob malenkostih, ki nas obdajajo. In to je v tvojih knjigah, ko potuješ po svetu, res močno začutiti. Ja, mi živimo v nekem stresnem okolju. Včasih smo mogoče malce sami krivi, ker preveč kompliciramo, delamo probleme tam, kjer jih sploh ni, ampak mi to ne vemo. Ne? Jaz pravim, ne vemo, dokler ne greš nekam in potem nekako si razčistiš svojo glavo, prevetriš možgane, sploh v takem trekingu, v takem okolju, kjer ni nič, kjer ti samo hodiš, kjer je hoja iz ure v uro, iz dneva v dan in iz tedna v teden. In takrat imaš ti čas za razmislek. In potem vidiš vso to lepoto, ki te objema, kako jo lahko doživljaš in da se mi preveč obremenjujemo stvarmi, za katere sploh ni potrebno. Vse zanimivo je že misel v današnjem hitrem tempu življenja, vse, kar imamo, da se sem zamislila, kako je biti en sam dan, brez telefona, brez televizije, brez radija, res samo v naravi ves dan. In če se zamislimo, to biti cel teden, to mora biti res neko posebno doživetje. Ja, to so res taka doživetja in jaz vedno, ko greva na kakšno potovanje, izklopim telefon, večinoma pa tako ali tako ni signala, ker greva na take konce. Tako da si res odklopljen od celega sveta, sam s sabo in s tisto naravo in ko jo opazuješ, pa ne bom rekla, da je narava lepa drugje, sploh ne, vse povsod je lepo, kamorkoli pogledaš, ampak samo ustaviti se moraš, začutiti tisti trenutek, ustaviti, se poglobiti, pogledati naravo in začutiti tisto življenje, ki ga narava daje, kjerkoli na svetu. Za Himalajo si zapisala, da je to dežela, ki te najprej šokira, potem odbija, kot si omenila, nato te neizmerno privlači, tako kot gore, ki so gospodarice tega dela sveta. Verjetno je tudi razredničarka, kako že ta učiteljica, ki ni prebrala tega spisa, se je že takrat čutilo, da znaš obesediti čustva. In to je lepo pri teh potopisnih knjigah tvojih, ki ni samo potopis, kje ste bili, kje ste spali, koliko kilometrov, vse te informacije daš noter, ampak je zaznati ta čustva. Kaj je točno to, o čemer govoriš in kaj te tako privlači. In to mislim, da je bogatstvo teh knjig. Lahko gremo na drugo potovanje. Izvoli. Belina me pomerja.
To je pa knjiga iz kje? To se pa dogaja na Antarktiki. To je pa dežela, ki je bila verjetno v mojih možganih zasidrana že od takrat, ko sem dobila tiste škorničke. In neznansko me je res privlačila, ravno zato, ker je tako oddaljena, tako nedostopna, tako ledena, neobludena in vse to, kar je težko dosegljivo, sploh nekaj posebnega, to je bilo nekaj, kot bi rekla, vedno v mojem srcu, da bi nekoč lahko tudi jaz prišla na to celino. Ampak seveda, kar je oddaljeno, je tudi stroškovno zelo, bi rekla, velik zalogaj in nekako je potem ta Antarktika kar poniknila, ne, bile so druge stvari tekom celega življenja. Ampak vedno nekje v kotičku možganih je pa ostala ta Antarktika in kjerkoli sem se slišala za Antarktiko in ne vem, pa verjetno se bo nekoč nekaj našlo, da bom lahko šla na Antarktiko. In ko sva bila v Novi Zelandiji, v Christchurchu, v Antarktik centru, to je tak, kjer imajo tudi živali in vse zelo lepo, ampak bistvo je pa to, da je zraven letališče, odkoder letijo avioni na Antarktiko, ampak to so samo za znanstvenike in raziskovalce. In jaz sem tam sedela, bi rekla, kar visela na tisti ograji, nikakor nisem mogla razmišljala, na kak način bi jaz lahko prišla na Antarktiko. In Barbara je postala znanstvenica. Ne, to se ni zgodilo, ampak je pa tako, ne, če si nekaj močno želiš, to ni samo fraza, ampak res, če si močno želiš, slej ko prej to tudi lahko udejanjiš. No in tako se je tudi potem to zgodilo, da sem lahko stopila na ta čudoviti ledeni kontinent. In kako se je to zgodilo? Ker ne more kar vsakdo in neomejeno število ljudi prideti tja. Ja, postopek je kar zahteven, zaradi tega, ker sezona je kratka, ladje, ki plujejo na Antarktiko, so omejene tudi po velikosti, po številu potnikov, skratka skrbijo, da se ohranja narava takšna, kot je, čim dlje seveda. In zato je tudi čakalna doba lahko tudi 1 leto do 2 leti, ne. In ko sem seveda po spletu preiskala vse možne variante, najdem neko ugodno, se prijavim in dobim takoj povratno informacijo, da je vse zasedeno. V redu, bomo čakali 1, 2 ne. Pač bomo, saj smo potrpežljivi, ni minil 1 teden, pride klic, da se je sprostila najcenejša kabina in da se moram pač v roku 1 dneva odločiti, ali greva ali ne. Odločila sem se isto sekundo, normalno, in tako se je potem začelo res to neverjetno potovanje. In kako to izgleda? Tu si na ladji in greš od ledenika do ledenika, ali kako? Ja, mi smo pot začeli v Ushuaii na jugu Argentine in seveda z ladjo, ja, ladja 130-134 potnikov, prečkali Drakov preliv. Ampak rada bi povedala to, ne, da jaz recimo že ko ladjo vidim, mi je slabo. Drakov preliv je pa znan po teh ogromnih, visokih valovih, ko si lahko tudi do 14 metrov, ne. In zdaj, to je pač davek, ki ga mora plačati vsak, ki želi priti na Antarktiko. In sem si potem nabavila tiste zapestnice proti slabosti, karkoli, ne, da bi to preživela. In moram reči, da je bilo kar v redu čez Drakov preliv, smo imeli samo 5-metrske valove. Samo. Nobene slabosti. Jaz mislim, da sem bila pod takšnim adrenalinom, da sploh nisem razmišljala o kakšni slabosti, ni bilo govora. Skratka, to je trajala vožnja dan, 2, čez ta preliv, na kar smo prišli do južnih Shetlandskih otokov, naredili postanke na teh otokih in potem skozi ta antarktični polotok bili pravzaprav skozi na ladji, ampak 2 do 3 na dan šli na kopno, na kak krajši trekking, 2, 3, 4 ure, odvisno od vremena, odvisno od situacije in odvisno od živali, ki so tam bile. Kaj se te najbolj dotakne? Kakšna taka stvar, da rečeš, to je pa v najlepšem spominu mi z Antarktike? Iz Antarktike so spomini, mislim, vse je bilo lepo. Že prva stopinja na kopno, ko prideš, najprej nimaš niti nič posebnega občutka, da si na Antarktiki, ne? Ker to je mivka, otok, sneg, ampak ko se ozreš, ko pride do tebe tak mali pingvin, pa pride ta drug, pa hodijo okoli tebe, pa te malo pogledajo, pa nisi zanimiv, pa grejo naprej, pa pride tretji, pa pogleda tvoj nahrbtnik. Mislim, to so taki občutki, neverjetni. Ampak najbolj se me je pa dotaknil morski slonček. Mi smo prišli na en otok, kjer je bilo res območje morskih slonov. In v tistem času so bile samice v vodi, so iskale hrano, se pravi na kopnem so bili samo samci in pa mladiči.
In zdaj samci, tisti 4-metrski, veliki orjaki, 4,5 tone težki, ne, to je kar taka masa, ko jo vidiš, kar malo te je strah. Potem pa vidiš te mladičke, ne, 3 mesece stari, taki 300 kilogramski, ne, mečkeni, takole veliki. In mi gremo in seveda je bilo rečeno čim dlje od njih, da ne pridejo v stik s človekom. Ampak kaj se je zgodilo? Eden je bil tako radoveden, kamor sem šla, je šel za mano. In sem šla tja, je šel za mano. In potem se je tako obračal na hrbet, pa se je tako malo pokraspal, pa tisto umazan nosek. Prav tak igriv je bil, kakor da bi želel, da se igram z njim. In potem seveda sem bila tako na taki razdalji, ko sva midve, ne, in ga gledam, on je prišel čisto do mene. Tiste take velike črne očke, da se cel vidiš noter kot v ogledalo. Jaz sem rekla, tega bi pa kar vzela domov. Imaš doma ga? Ne. Joj. In ko sem brala knjige, ne samo knjigo, ampak knjige, misel mi je bila stalno, kako bi rada videla, kako to v resnici izgleda. Ti tvoji opisi so bogati, so taki slikoviti, ampak vsem bi rada videla, kako zares to izgleda. In lepota tega je, da na koncu si dala QR kodo, ki vodi na spletno stran, kjer si tudi svoje fotografije objavila. Ja. Ena fotografija je bila nagrajena, ali kako je že bilo? Ja, da sta dva simpatična pingvinčka, mi smo bili na bazi Port Lacroix, to je taka zgodovinska baza, včasih je bila raziskovalna baza. In tam deluje ekipa 4 ljudi v tisti sezoni, taka seveda brez vode, brez elektrike, brez vsega, skrbijo za to muzej, bi lahko tako rekla. In živijo v sožitju s pingvini, normalno, ker jih je vse povsod, ne. In ko pridemo mi iz te hiške ven, tam je tudi najbolj južna pošta, celo jo imajo, sta stala dva pingvinčka tako zraven, drug zraven drugega in s perutmi, ne, sta se tako, kot da bi se držala za rokice. In jaz jo gledam, pa jo gledam in sploh se nisem spomnila, da bi jo fotografirala, tako sta me prevzela in na koncu, ne, ker sta še kar tako stala, vzamem fotoaparat in naredim to fotografijo, ki sem jo naslovila Imava se rada. In potem sem jo poslala, ne vem, bil je nek natečaj za, mislim, kako bi rekla, fotografije in je bila izbrana tudi za fotografijo tedna na eni izmed teh strani, ko govorijo o Antarktiki. Res je prikupna. Drugače tudi fotografije na naslovnici knjig so tvoje, ne? Ja, ne vse. Ne vse? Poklon Himalaje je soprog fotografiral, tale je moja, na Plesu svetlobe pa tudi od soproga. Torej soprog tudi lepo fotografira, prav? Ja, zelo. Pa pojva še na to tretjo, Ples svetlobe. Se pa odvija kje? Ples svetlobe se pa odvija na severu Norveške, v takih skritih kotičkih, v takih majhnih fjordih. In tam si doživela, kar berem, objem polarnega sija, ki me je svojo energijo, plesom in barvami potegnil v drug svet. Svet tišine, svet globine vesolja, katerega delček smo in kjer ima glavno vlogo mati narava. Ta pa deluje že kar malo mistično duhovna. Kaj se ti je dogajalo tam? Kako si doživljala ta polarni sij po tej? Ja, polarni sij, to je res ena lepa svetlobna predstava matere narave, ki temno nebo obarva s čudovitimi barvami, ki v svojem plesu spreminjajo obliko. In takrat se po nebu pretaka taka skrivnostna energija, ki se te dotakne, tebe, tvoje telo in dušo in te res ponese v tisto temno nebo in daleč naprej globoko v vesolje, v ta skrivnostni svet, vsaj za nas. In to so taki občutki. In ko greš, ko vidiš to, takrat je bila polarna noč. Se pravi, cel dan je bila tema. In že to je drugače. In ko si ti na neki jadrnici, sredi ničesar, to so bili taki majhni fjordi, zalivi, kjer ni bilo prebivalcev, nič, praktično nič. In sam si na tisti jadrnici, obdan s temnim nebom, z zvezdami na nebu in potem se prikaže ta fluorescentno zelena svetloba. Pa na eni strani, pa potem na drugi, spreminja obliko. In to je tako, se mi zdi, taka tišina je takrat, kot recimo ob poslušanju slavnega virtuoza, ki se potaplja v svoj sanjski svet in navdušuje zbrano občinstvo. Res nekaj posebnega. Tako poetično razložiš, lepo, da človek kar malo solze dobiš in tako tudi zapišeš v knjigo. Zato tudi z užitkom preberemo te tvoje knjige. Barbara, ti imaš po Sloveniji tudi potopisna predavanja,
kjer lahko ljudje pridejo poslušati te tvoje zgodbe z različnih potovanj. To še trenutno imaš? Ja, teh predavanj je kar precej. Moram reči, da kar dosti hodim po knjižnicah, številnih knjižnicah po vsej Sloveniji. Zdaj v mesecu marcu bom imela 2 predstavitvi knjige, te zadnje knjige Ples svetlobe, in sicer v Mladinski knjigi, mestni knjigarni v Celju. To bom imela 6. marca. In potem še eno predstavitev te iste knjige 27. marca na osnovni šoli Lava v Celju. Poleg tega imam pa še 2 predavanji, vezano tudi na ta polarni sij. Eno bo 14. marca v Braslovčah, drugo pa 21. v Bohinjski Bistrici. Tako da sem res na vseh koncih Slovenije. Te radi poslušajo. Ja, zelo rada tudi grem. Tako da se mi zdi takrat, ko predavam, tudi podoživljam te dežele in ljudem skušam ustvariti nekak občutek, da so tudi oni, da se nahajajo tam v tej deželi. Rekla si mi, da je zelo težko vprašanje, ko vprašam, zakaj bi nekdo prebral te knjige. Pa te bom vprašala, kaj misliš, zakaj ljudje radi preberejo take knjige, tvoje knjige iz potopisov? Ja, mogoče zato, ker vsak rad spoznava neke nove dežele. Verjetno pa tudi vsak zaradi takšnih ali drugačnih razlogov si ne more privoščiti, da bi šel v take dežele posebno oddaljene. In so knjige nekako, bi rekla, nadomestilo temu, kajti v teh knjigah lahko občutiš ta utrip neke nove dežele, neke drugačne dežele, tista doživetja, način življenja, njihovo kulturo, potem lahko spoznaš skozi tovrstne knjige. Svet si nam pripeljala dobesedno v dnevno sobo, kjer lahko tole preberemo in res pademo noter vsa ta tvoja doživetja. Tako da vse pohvale, res lepo napisano. A je v igri še kakšna knjiga? Ponavadi ne želim kaj govoriti o bodočih knjigah, ampak mislim, da me moj računalnik že kar nekaj vabi, da bi se usedla in začela pisati. Ja, se že nekaj, vse že priprav. Kaj bo pa naslednje potovanje? Ja, 3-krat lahko gibaš v ledene dežele. Najbrž Maldivi ne. Ne, to pa sigurno da ne. Barbara, najlepša ti hvala, da z nami deliš te res prav lepe opise in te občutke, ko se mi zdi, da nam prav približaš k nam vse to, kar sama doživljaš po svetu, da lahko še mi delček tega izkusimo. In hvala tudi, da si danes prišla in podelila te zgodbe tudi z vsemi našimi gledalci. Mislim, da imamo pa en načrt zdaj, kaj moramo narediti. Plan v letošnjem letu bi pa bil, da iščemo prostovoljce, da Barbaro in partnerja peljemo na Triglav. Ali sta že bila? Nisva. Ne, je to pa morda vsega sveta na Triglav prideti. Smo za? Za. Za, evo, javno povedano. Hvala, da ste z nami in gledajte tudi ostale naše oddaje s knjigo, kjer bomo govorili še o več takih zgodbah. Barbara, tebi pa res hvala. Hvala za povabilo.